Ivan Sivec, najbolj ploden slovenski pisatelj, eden izmed tistih, ki ga pravzaprav Slovenci najraje berejo. Koliko knjig, kdaj, zakaj? Ja, pravkar je šla 85. knjiga, to je slovenski rekord. Sprašujem naokrog, če je to res, ampak pravijo, da res. Veliko so napisali Bevk, pa še kdo, vendar kaže, da sem res zdaj že rekorder, kar se tiče število knjig. In 85. knjiga govori o Argentini. Lani jeseni sem bil tam dol in sicer po poteh Janka Benigerja, to je slovenski etnolog, ki je živel med Indijanci in bil poročen z 2 Indijankama, imel 17 otrok, bil študiran človek, Slovenec, ki je študiral v Grazu. Mislil je, da bo se zaposlil v Argentini kot strokovnjak, pa je prišel v Argentino, pa je moral vzeti v roke kramp in lopato in začel delati, kopati kanale za vodo. In potem čisto preprosto življenje užival, s tem, da je imel eno veliko prednost, poročil se je z nečakinjo indijanskega poglavarja in tisti indijanski poglavar je imel te običaje še vse, tako bi rekel, prvobitne, in on je to popisal in to potem oddal Argentinski akademiji znanosti in umetnosti in na podlagi tega je v bistvu so nastali najboljši spisi o plemenu Mapuči. V Južni Ameriki je to najbolj znano, največje pleme in ves svet ga v bistvu občuduje. Jaz sem bil skupaj s oktetom 10. brat, kjer je imel doli koncerte, jaz pa literarne večere, smo šli po teh poteh in smo šli prav do konca tam, kjer je on živel, na njegovo domovanje, tudi med Indijance, tudi Indijanci sami zdajšnji so nas seveda kar lepo sprejeli, moram reči, čeprav so tudi tam rekli, ti neumni beli človek. In se malo kar strinjam, ker imajo drugačen pogled na svet in morda res tukaj preveč klastamo za marsičem, oni pa še vedno živijo, bi rekel, kar dovolj prvobitno življenje. Hkrati pa sem popisal tudi slovensko skupnost, ki je čisto drugačna, kot smo jo tukaj bili nekako vajeni, zelo zavedna, zelo, bi rekel, veliko da na jezik, na literaturo, na pesem, in sami si gradijo, sami si učijo jezik, tako da je občudovanja vredno. Poleg tega pa mi je 5 ljudi pripovedalo tudi svoje zgodbe, svoje življenjske zgodbe, kako so po vojni odšli. To so bili civilni begunci, brez kakorkoli, da bi imeli kaj navesti in iz čiste ničle zrasti, pravzaprav ta hip v, bi rekel, najbolj imenitne, najbolj spoštovane in tudi, bi rekel, dovolj premožne ljudi v Argentini. Ni pa to tvoj edini potopis, ne? Ne, jaz sem bil pri tem na Aljaški, po poteh Jack Londona, to je moj mladostni pisatelj bil. Bil sem v Namibiji, kjer sem bil tudi po poteh nekega znanstvenika Howellsa. Bil sem lani na vrhu Evrope, na Mont Blancu, 15.7. sem osvojil vrh Evrope, to je 4810 metrov, in pa lani v Argentini in od tega je zdaj ta knjiga nastala. No, poleg tega pišeš še biografije? Ja, napisal sem 17 biografij o pomenih Slovencih in Slovenkah. To je nekako, bi rekel, kar iskano blago. Zelo radi ljudje nekako spoznavajo svojo preteklost, svojo zgodovino. In med romani je to najbolj brano, recimo o Juliji Primic, o Simonu Gregorčiču, o Jakobu Aljažu, o Jožetu Plečniku in tako naprej. O znanih Slovencih, ki so veliko naredili, jaz v bistvu napišem povest. O Aškarcu tudi zadnje čase zelo brana in pa zdaj v bistvu o Benigarju in pa tudi o seveda Kajuhu. To je pa sploh nenavadna zgodba, neka čudovita zgodba. Dobil sem započino pri Mariji Weingerl v Slovenj Gradcu. Ona mi je tudi potem povedala o svoji prvi ljubezni s Karlom Dostovnikom Kajuhom in to je ta hip najbolj brana knjiga. Sicer si v knjižnici po branosti, morda tam v samem vrhu, ne? Ja, vedno sem med 5. ne. Sem bil že 2., sem 3., sem 4., 5., zdaj zadnje čase nič več, vendar to nekako, bi rekel, tam od 1. do 5. mesta, ne od 1., ne, od 2. do 5. mesta, prva je Desa. V tvojem romanu, oziroma po tvoji knjigi je bil nastal tudi mladinski film. Nastal mladinski film Pozabljeni zaklad, ki je bil najbolj gledan film v preteklosti, dobil zlato rolo in moram povedati posebno skrivnost, pravkar snemajo nov film po moji literarni predlogi, Vlomilci delajo poleti in tudi v prejšnjem filmu sem igral 5 sekund in v tem filmu igram tudi zelo pomembno vlogo 3 sekunde, sem natakar.